Zelo važna zadeva, tu imamo gospoda Tomažiča, ki je o tem krasno napisal v knjigi, ki je žal že šla. Ne? Na simpoziju je bilo 11 znanstvenikov iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in tako naprej. Zanimivo je, da nihče razen Avstrijca, ki pa so mu doma rekli, da ne uporabljajo besede Slovenci, ampak Slovani, ni uporabil besede Slovenci. To na simpoziju v Ljubljani ob 11 znanstvenikov Slovencev, ki ima podnaslov Začetki slovenske zgodovine. Nič nimam s tem simpozijem, ampak sramno je za slovensko znanost. V začetku leta 2001 je šel zbornik, ki dokazuje, da za prihod Slovencev v zgodovinski dobi ni dokazal, kljub temu pa se je v referatih kar naprej pojavljal prihod Slovanov v 6. stoletju. Spet pogledajte, nobenega dokaza, ampak kar trditev. Dokaz ena neuspešen. Hotel so z tega narediti dokaz, ampak ko se je Tomažič oglasil, so morali biti tiho. Pavel Diakon poročal spopadu z Bavarci leta 592, ko v teh dneh je Hildegard, kralj Frankov, postavil na bavarskega sila za kralje in ta je hvalil, potem z vojsko vdrl deželo s plebinom, jih premagal in se vrnil na lastno zemljo z obilnim plenom. Nedvoumno gre za napad Bavarcev na bogato slovensko provinco, ker je v tistem času označevalo državo, in to prav slovensko državo. Se pravi, ta dokaz ni šel skozi. No, še tega nisem napisal, ampak poskušali so tudi mnogo iz arheoloških narediti dokaze, ampak simpoziji, zlasti tuji, so to nedvoumno odklonili. To se pravi, ta dokaz jim tudi ni uspel. No in potem je pa dokaz, ki je lažen seveda, papež Gregor Veliki v pismu škofu Maksime iz leta 600 pravi zaskrbljen se, ker so začeli stopati v Italijo skozi istrska vrata. Ko je pater Ivan Tomažič razpravil v zaključku simpozija ugotovil, da niso uspeli dokazati prihoda Slovencev, so mu odgovorili, da je to dokazano s pisom Gregorja Velika, ki pa Slovane ali Splavine, Slovano takrat ni bilo, kot Grkov ni bilo še na tori, so mu odgovorili, da je to dokazano s pismom Gregorja, to sem že rekel, ki Splavine sploh ne omenja, vstopati pa ne pomeni naseljevati. To se pravi, en sam kratek stavek, ki sploh ne govori o narodih, naj bi pojasneval 100-milijonske naselitve Slovanov v zgodovinskem času, medtem ko imamo par stoletij prej manjše naselitve in pa premike narodov zgodovinsko zelo točno zabeleženo. Kaj več pa ne vem povedati. To so očitne laži. Tako smo se lahko prepričali, da je potvarjeno dejstvo tudi na tako pomembnem simpoziju, ki ne bi podal začetka slovenske geneze, upoštevano kot zgodovinski dokaz. Zelo pomembno, žal, ne vem, če je kakšen znanstvenik tukaj, pa bi bilo, da bi se slišal. Čudež slovenske osamosvojitve nam je vsem dal tudi obveza preveriti dosedanje znanost, ki se je z redkimi izjemami udinjala nekdanjim režimom in dopisnikom. No, ta redka izjema, bili so tudi drugi, je Karel Oštir, edini akademik, ki je iz akademije izstopil. Izstopil pa je zato, ker je ugotovil, da so Etruščani naši jezikovni predniki, to seveda Jugoslovenarjem ni bilo všeč in so mu rekli pač, da mora to ali preklicati, ali ne objaviti, ali skratka, bil je pod pritiskom, ni se hotel ukloniti in iz akademije izstopil. Dokumentacija o njegovem izstopu je zelo skopa, samo sklep je pač na svetovnem stanju. Torej, znanost je udinjala nekdanjim režimom in lastnikom. Gre za izziv in temeljno poklicano znanosti, ki mora pokazati svojo družbeno, znanstveno, politično in narodno odgovornost. Žal se to ni zgodilo, je pa nujno za vzpostavitev resnice na mesto zabočevanja laži v zgodovini in jezikoslovju. So o tem pisali so arheologi, vendar se tudi tam ni zgodil preboj v lastno raziskovanje dosedaj zamočenih dejstev. Znanost mora nedvoumno odgovoriti na temeljno vprašanje strokovnosti, saj osamosvojitvijo ni več hlapec tujih režimov. In vprašanje, ali je sedanja znanost morda hlapec domačih režimov. Najstarejši dokaz slovenskega jezika temelji na zemljepisnih imenih, to sem že omenil. Vsa srednja in vzhodna Evropa je posejana s temi imeni,
ker ta imena istočasno pravilno opisujejo stvarne značilnosti posameznih gora in voda, gre za najhujše znanstvene zmote ali ponaredke vseh časov, če se zanika naša samobitnost. O časovni umestitvi sem že govoril, pisani viri Evropi okoli 800 pred Kristusom so etruščanski, nekoliko kasnejši okoli 730 pred Kristusom so grški, še nekoliko kasnejši 600 venetski, še mlajši so starotrakijski in eretijski, še najmlajši pa galski ali keltski napisi. Vsi napisi razen grških so razumljivi v slovenskem jeziku. Zamolčanost. Slovenska zgodovina je že dolgo znana ali zamolčana, novi pa so prevodi in dokazi o zamolčevanju in nestrokovnosti jezikoslovcev. Navedel bom pomembne tujce, dva Slovaka, Jan Kolar, Pavel, Jozef Šaprdik, stara Italija Slavjanska, navaja en kup imen v Italiji, ki so seveda slovanskega izvora. Šaprdik slovanski je starožitnosti, Jurij Venelin, Rus, starodavni monaški Sloveniji, svetovna zgodovina Nemec, Helmholtz, Weltgeschichte, Mario Renney, Italijan, teorija kontinuitete. No, potem so pa naši pesniki in umetniki, Valentin Vodnik, France Prešern, Jozef Plečnik, Simon Henko in drugi, Primož Turbar, Anton Vramec, Adam Bokovič, Janez Varka Palvazov, Anton Tomaš Linkar, Davorin Trstenjak, Henrik Stuma, Davorin Žurkovič, Lucijan Buga, Jože Skul, Joško Šavli, Matej Bor. In pa še živeči, Anton Pervik, Ivan Tomažič, Anton Brožič, Jože Severden, Robert Petrič, Vinko Pires, Andrej Rant, Marin Moškon, Duša Krnil Umek, Jože Rant, Darko Večko, Jeta, Manfredo Vakar in drugi. Še veliko